Aplikacija Dars Promet Plus, s katero prometno-informacijski center sporoča dogodke na poti, stopa v drugo fazo. Glavni poudarek nove aplikacije je bil v ospredje dati človeku v načinu proste vožnje. Se pravi, da si ne da nič nastaviti, mu dati v bistvu čim več informacij, ki jih nekako vrednotimo in v bistvu predvidimo, da to bi bilo za njega zanimivo. Se pravi, prej je bilo zmer treba nastaviti pot, kam grem, ta pot je bila fiksna in potem je na tisti poti si lahko dobival obvestila. Zdaj pa enostavno prežgeš aplikacijo, jo daš v stojalo in se greš voziti. Super bolj enostavno, za nas pa super bolj komplicirana cela zadeva, ker mi ne vemo, kam bo pelil, mi ne vemo, ali bo na izvozu ven zapelil, pa se bo pelil naprej, ker ne vemo končnega cilja. Mogoče gre samo uživati v vožnji in tudi on nima končnega cilja. Zdaj je ravno gledala, ko se pelje proti delu na cesti. Kdaj začne opozarjati? Eno je, da moramo podatke do aplikacije sploh prepeljati v realnem času oziroma čim hitreje. Drugo je potem za vsak dogodek, za vsako opozorilo ugotoviti, koga moramo opozoriti. Potem pa še v bistvu, kako ga obvestiti, zato da bo v bistvu zaznal, pa da mu ne bomo pozornost preusmerjali iz ceste dol. Če dam primer, pred tabo čez ne vem koliko kilometrov se nekaj dogaja. To upozorimo voznika takrat, ko ima on še možnost zaviti dol z ceste, vsaj še 2 izvoza recimo pred njim. Naslednja točka je pa že, ko smo pa relativno blizu, mislim, da tam nekih 300 metrov pred samim delom, dobimo neko upozorilo, ki je oranžno, in pa seveda tik pred samim delom, potem dobimo rdeče upozorilo pa s piskom. Namen je pa to, da recimo, če delo povzroči za sabo zastoj, da imaš ta prav čas informacijo, da lahko znižaš hitrost. Tako da v bistvu ta zadnjega upozorila v bistvu niti ne zanima več, ker že veš, kaj se dogaja in si že pozoren. Izziv je pa, kako to narediti, da v bistvu ne preusmerjaš pozornost iz same ceste. Tukaj pa fakulteta za elektrotehniko s svojim laboratorijem zelo pomagala. Za nas je pomemben tudi v bistvu človeški uporabniški vidik, da ne samo aplikacija uporabna, dela zanesljivo, ampak tudi prijetna za uporabo. Se pravi, da se uporabnik sam zelo dobro znajde, brez da bi ne vem kakšna navodila bral, kar pomeni, da je treba upoštevati dejansko mnenje in povratne informacije uporabniku. Drugače bi padlo v pasti, bi v bistvu aplikacijo napravili sam zase. In v tem smislu lepo vabimo vse dejansko gledalke in gledalce, da preizkusijo novo aplikacijo, pa zelo vabljeni, da sodelujejo in da dajo svoje povratne informacije, da bomo lahko to aplikacijo naredili še boljšo, še bolj po meri naših slovenskih voznikov. Vabimo vas torej k uporabi aplikacije, ki vam bo že sama po sebi neizmerno koristila na poti, a pri tem vseeno vedite, da ima razvoj te aplikacije mnogo višje cilje kot pa App Stora obeh največjih platform dopolniti še z enim izdelkom. Tisti, ki bodo to aplikacijo uporabljali in ki nam bodo pomagali pri testiranju, bodo tudi pomagali pri testiranju komunikacije med samimi obcestnimi napravami, z avtom oziroma z nadzornim centrom. Eden od delov projekta je tudi preizkušanje prikaza prometne signalizacije v avtu, kar pomeni simuliranje spremenljive prometne signalizacije, naprimer nad avtocesto, v samem vozilu. S tem je voznik hitreje obveščen, s tem lahko dobi signalizacijo v vozilo tudi takrat, ko fizično take signalizacije na cesti ni. Tehnologija v vozilih se izredno hitro razvija, tako se tudi tehnologija na cesti, ob cesti zelo hitro razvija in posledično temu so prometne informacije vedno bolj potrebne voznikom. Vozila bojo v prihodnosti komunicirale med seboj in z infrastrukturo. Tako da Dars je tukaj vpet mednarodne projekte in na podlagi vseh teh rezultatov pilotnih projektov bodo potem nekoč v naslednjih letih nastale tudi smernice, direktive, ki bodo morali potem upoštevati tako proizvajalci vozil, kot tisti upravljalci cest, ki skrbijo za vso to infrastrukturo. Je to na nek način en nastavek v bistvu za dobo samovozečih avtomobilov? Vsekakor, to so temelji te prihodnosti avtomobilnosti, kajti prenos podatkov, informacij iz naprimer detektorjev, senzorjev v vozilo mora biti usklajeno po nekih standardih, tako da voznik, ki se pelje s takšnim vozilom med državami, ima vse posod enake informacije, na enak način sprejemati, ne samo, da so informacije na spremenljivih znakih enake po državah, tudi informacija v navigaciji mora biti enaka, informacija na radiju mora biti enaka, na aplikacijah
V tem primeru pa nastane problem, kakšno prometni znak prikazati v avtu. Ali lokalnega, ali tistega, ki ga je človek navajen iz svoje države. Kljub vsem obstajajo kulturne razlike, obstajajo zgodovinske razlike, obstajajo razlike v prometni signalizaciji, kljub temu, da je večinoma poenotena mednarodno, naj bi bila poenotena vsaj ključna signalizacija. Je včasih težko stvari premakniti, ker so pač tradicionalne. In če je neka stvar nekje zadosti dobra, zakaj bi jo spreminjali? Čeprav razumem, je glavna težava vaša kot upravljavci cest spraviti informacijo do voznika. Tako. Dobro informiran voznik je po našem prepričanju varen voznik, oziroma veliko bolj varen kot neinformiran, ampak to je samo en del problema. Drugi del problema je, da upravljavci infrastrukture, se pravi upravljavci avtocest, naprimer v tem primeru, ali pa vseh ostalih cest, želimo zaradi lastnosti cest, zaradi interesa gospodarnosti, zaradi varnosti, zaradi kakšnega razloga vplivati na promet. Se pravi, usmerjati promet tja, kjer bo hitreje tekel, ker mi vemo, da je boljša infrastruktura, ker mogoče infrastruktura ne dovoljuje vožnje določenih vozil. In tukaj bo nujno, da vplivamo na bodoče komuniciranje, če bodo avtomobili naprimer komunicirali sami med sabo ali pa sami med senzorji komunicirali z infrastrukturo, kot določeni avtomobili že sedaj počnejo. Ti projekti pomenijo tudi za nas, da bomo lahko vplivali v meri v okviru svojih pristojnosti na promet v prihodnosti. Nova aplikacija je torej del obsežnega mednarodnega projekta, v katerega je recimo vključena tudi korporacija HIR. Točno tista, ki je poleg Intela lastniško povezana tudi z avtomobilskimi znamkami Daimler, Audi in BMW, ter je eden največjih igralcev na področju povezljivosti v prometu. Sama Darsova aplikacija je torej samo en droben kamenček v mozaiku priprav na neko drugačno, digitalizirano mobilnost. Vabimo vas, da z njeno uporabo postanete aktivni sooblikovalec te nove dobe.